Skatepark Maribor je gostil dogodek Rap in rampe, ki je združil rap ustvarjalce, skaterje in mlade obiskovalce. Uresničujemo še en projekt participativnega proračuna Mestne občine Maribor. To je hip-hop festival v skateparku, ki smo ga mi preimenovali v Rap in rampe. In skušamo v bistvu povezati uporabnike, ki so že na tem skate placu, da skupaj organiziramo nek dogodek. Ful smo veseli, da se ta dogodek izvaja tukaj, ker nekako z participativnim proračunom uresničujemo tudi to, da se ne centralizirajo vsi dogodki. Celotna vrednost tega projekta je 4.000 evrov, kar pa bi seveda si želeli, da bi bilo še več, da bi lahko še več vsebin ponudili. Dogodek je skozi ves dan združeval različne elemente urbane kulture. Načeloma je to takšen tip dogodka, da poteka skozi ves dan, kar predvidevam, da bodo počasi začeli ljudje kapljati. Tukaj zdaj ravno vidim, da so prišli s Ptuja, tako da je še marsikdo znal leteti. No, bomo videli na koncu, bomo ocenili, ko bo to šlo vse skozi, ampak pomembno je, da se nekaj dogaja. V tej smeri, da se predstavlja alternativa, da se predstavljajo urbani športi, urbane kreativne vsebine, kot je rap, in to se ima visok potencial, da se lahko razširi še nekaj večjega. Posebnost tekmovanja je bil koncept denar za trik oziroma cash for tricks. V bistvu je ena takšna simpatična zadeva, da če lahko dobimo, imamo pač par petakov, 10 in potem, če narediš dober trik, dobiš 5 ali pa 10 evrov. Poleg skate tekmovanja so se v spretnostih rimanja pomerili tudi mladi rap ustvarjalci. Tekmovanje je potekalo v več delih, najboljši pa so si zagotovili nastop v finalu. V bistvu imamo tekmovanje v dveh skupinah, torej dve predskupini, kjer imamo v bistvu v vsaki skupini 8 tekmovalcev, in potem zvečer bomo imeli tudi veliki finale, kamor se bodo uvrstili najboljši 4, torej po 2 iz vsake skupine. Pričakujemo v bistvu tekmovalce iz cele Slovenije, vse tako so prijavljeni, tako da bo res zelo pestro in tudi regionalno zelo barvito vse skupaj. Obiskal nas bo tudi MK, ki bo tudi vmes imel svoj nastop, nastopili bodo tudi sodniki, ki so v bistvu 3 uveljavljene face iz področja slovenskega repa. Sodniki so Zinedin Šešmajster in Vera Bestrt. Torej tudi njih smo pobrali iz povsem drugih krajev, da bo res čim bolj raznolika scena. Eden od ciljev dogodka je tudi mladim ponuditi prostor za združenje, ustvarjanje in aktivno preživljanje prostega časa. Predvsem zato, da pridejo do tega, da doživljajo neke kulturna dogajanja, se pravi, da se lahko mešajo neke različne kulture in da v bistvu lahko rastejo tudi na tak način, pa predvsem kvalitetno preživljajo prosti čas. Rap in skateboarding sta se na dogodku znova prepletala v skupnem prostoru. Kot poudarja sogovornik, sta sceni pogosto tesno povezani in prehajata ena v drugo.